Njegov pogreb se je že začel, še v razpoke ni padel. Danes je 4. junij 2026. Ledeni slap Khumbu na Everestu na višini 5500 metrov. Vsak vodnik, vsaka reševalna ekipa, vsak iskalni helikopter na gori je že odšel domov. Nihče ni prihajal. Na tej gori je preživel skoraj 40 let, ne da bi se kdaj povzpel nad drugi tabor. Pred nekaj dnevi je bila njegova naloga, da kuha vodo za čaj drugim. Ekipa za čiščenje Everesta opravlja zadnje čiščenje sezone, ko eden izmed njih pogleda po pobočju navzgor in obstane. Moški se plazi proti njim po rokah in kolenih, brez čevljev, brez vrvi, brez kisika, kot iz grozljivke. Njegovo ime je bilo Hilary Dawa Sherpa. Ni se izgubil, bil je zapuščen. Celih 6 dni nihče ni iskal navadnega Šerpe. Tako je bil leta 2026 zadnji človek na Everestu prepuščen, da umre. En Šerpa. Trenutno ne bom omenil nobenih imen ljudje, ker mislim, da smo izgubili enega Šerpo na gori. Dobrodošli v Extreme Edge. Zelo ironično se mi zdi, da je Hilary Dawa Sherpa, katerega družina je že začela pogrebne obrede, dobil ime po siru Edmundu Hillaryju, prvem človeku, ki je osvojil Everest. Skoraj nemogoče je razumeti, kako nekoga pustijo umreti na Everestu, brez da bi pogledali popolni kaos, ki je bil v plezalni sezoni 2026. Nepal je letos izdal rekordnih 492 dovoljenj za plezanje in ko se je sezona uradno začela, je bilo na Everestu več kot 1000 plezalcev in vodnikov, kar se še nikoli prej ni zgodilo. Vlada je v tej sezoni zbrala več kot milijardo rupij iz pristojbi za dovoljenja. To so celo javno objavili, kot da bi zadeli na loteriji. Tudi vreme v Nepalu je bilo letos popolnoma kaotično. Marec in april, meseca, ki naj bi bila najbolj suha v letu, sta imela predmonsunski dež, medtem ko je bil maj, mesec, ko običajno pade predmonsunski dež, bolj suh kot običajno. Veliko odprav je moralo prestaviti svoje načrte. In da bi bilo še huje, je bila edina pot za plezalce na Everest pod ogromnim, nestabilnim kosom ledu, velikim kot 10-nadstropna stavba, ki je visel nad njo. Le nekaj dni potem, ko je bila sezona razglašena za odprto, oblasti so to pot zaprle za več kot 2 tedna, medtem ko so poskušali najti rešitev. Takšna zamuda pa potisne vse plezalce sezone v en nemogoč časovni okvir. Tako je bilo več kot 1000 plezalcev in vodnikov obtičanih v baznem taboru, kjer so trošili svoj denar in izgubljali razum, medtem ko so čakali, da se led umiri. Ko se je gora sredi maja končno znova odprla, je ta nakopičen pritisk udaril naenkrat. Vsi so hoteli doseči vrh, brez kakršnega koli upoštevanja varnosti ali protokola. In kot da stvari ne bi bile že dovolj obupane, je ekipa, odgovorna za varnostne lestve, prav v tistem trenutku sporočila, da bodo 29. maja odstranili vse vrvi in se omaknili. Brez izjem. Če do takrat nisi osvojil vrha, si lahko poskusil znova šele naslednje leto. Ekspedicijska podjetja so paničarila. Vedeli so, da morajo svoje stranke spraviti višje po gori, preden jim zmanjka časa, tudi če to pomeni, da bodo malce zaobšli pravila. Bilo je ali natlačiti vse na nevarno pot nad morsko gladino ali pa izgubiti ogromno denarja. In prav v središču vsega tega je bil lokalni kuhar v taboru v svojih 50-ih, po imenu Hilary Dawa Sherpa. Njegovi starši so ga poimenovali po siru Edmundu Hillaryju, slavnem alpinistu, vendar za razliko od sira Hillaryja, Dava ni bil eden od alpinistov, ki so bili tam kot stranke. Tovore je v teh gorah nosil že od mladih najstniških let. Imel je skoraj 40 let izkušenj z vodenjem strank na manjše, 6400 metrov visoke vrhove, vendar še nikoli ni nikogar peljal na Everest. Za to odpravo je bil Dava posebej najet, da kuha vodo in nosi opremo le do tabora 2 na 6400 metrih. Zavarovalna polica njegovega podjetja je izrecno veljala le do te višine. In to je prvi del kaotične sestavljanke, v kateri se bo znašel Dava. In tukaj je drugi del. Organizacija, za katero je delal Hilary Dawa, se je imenovala Himalayan Traverse Adventure. To je majhna agencija s sedežem v Katmanduju z velikim problemom – denarjem. 15 000, natančneje $15 000. Toliko je Nepal zaračunal organizatorju za dovoljenje za vzpon tujega plezalca leta 2026. Himalayan Traverse preprosto ni imel dovolj plačujočih strank, da bi si zagotovil lastno dovoljenje za Everest. Zato so se kupili dostop do dovoljenja za vzpon, ki ga je imela agencija 8K Expeditions, ena največjih organizatorjev v Nepalu. Ta dogovor se imenuje piggybacking oziroma priključitev in manjši organizatorji to počnejo ves čas. To je zakonito, vendar pa je tudi pomenilo, da če bi šlo tam zgoraj kaj narobe, nobeno podjetje v resnici ni bilo pripravljeno priti po vas.
Do 27. maja 2026, le 2 dni preden je ekipa odstranila vrvi, sta imela Himalajan Traverse še 2 tuja klienta za osvojitev Everesta leta 2026, ki še nista poskusila doseči vrha. Prvi je bil Mariusz Šmilovski, izkušen poljski alpinist. Drugi je bil Chris Thrall, Britanec, nekdanji pripadnik kraljevih marince v svojih 50-ih, ki se je vzpenjal na Everest kot del osebne kampanje za zbiranje sredstev in ozaveščanje o samomorih veteranov in posttravmatski stresni motnji. Chris si je celo izposodil denar za financiranje te odprave in imel precejšnje število sledilcev na YouTubu, ki so spremljali vsak njegov korak na gori. Pritisk je bil velik. Tudi podjetje je imelo tudi resen kadrovski problem. Imeli so le enega razpoložljivega vodnika za svoji 2 plačujoči stranki. Ime mu je bilo Ang Ferba. Leta je preživel s tem, da je ljudi varno vodil gor in dol po tej gori. Zdaj je imel 2 klienta in matematika ni bila na njegovi strani. Razmerje en vodnik na 2 plezalca v coni smrti preprosto ne deluje. Če en klient omaga, potrebuje vrhunski vodnik vso svojo moč, da spravi to osebo dol. In poleg tega mora voditi še zavestnega klienta navzdol. Zdaj si predstavljajte, če oba klienta omagata, ura pa neusmiljeno teče, le 48 ur. Zato so naredili to, kar običajno naredijo poceni organizatorji pod pritiskom. Pogledali so, kdo je še na voljo na gori, in odgovor je bil tip, ki je kuhal vodo v drugem taboru. Prosili so Davo, naj prevzame vlogo vodnika na vrh, in Dava, ki si je prav takšne priložnosti želel, je privolil. Doma v Ohaldungi je njegova 18-letna hči Mendo Lamo pravkar zaključila zaključne šolske izpite in se pripravljala na začetek študija na fakulteti. Bil je edini, ki je preživljal svojo družino. Prav bi mu prišlo nekaj $1000. Tako so 27. maja 2026 ob 22:30 Chris, Marius, Ang in moški, ki na Everestu v vsej svoji karieri še nikoli ni upravljal te vloge, vsi zapustili 4. tabor in se odpravili proti vrhu. 4. tabor se nahaja na južnem sedlu, na približno 8000 metrih nadmorske višine. To je uradni začetek območja smrti. Tukaj zgoraj je le tretjina kisika, kot ga najdete na morski gladini. Vaš prebavni sistem preneha delovati, kri se zgosti, vaše telo dobesedno začne umirati in ura začne teči v trenutku, ko prispete. Običajna strategija za osvojitev Everesta je precej preprosta. Iz tabora 4 odidete okoli polnoči in plezate skozi temo z naglavnimi svetilkami. Cilj je doseči vrh do 8 ali 9 ure zjutraj. Naredite nekaj fotografij, nato pa izkoristite dnevno svetlobo za navigacijo po najbolj nevarnih delih med sestopom. Toda ta ekipa ni bila v običajnem stanju. Chris je bil pred odpravo hudo bolan, tako zelo, da je moral odleteti nazaj v Katmandu na zdravljenje, preden se je vrnil na goro. Mariušu so za njegov poskus vzpona obljubili 7 jeklink s kisikom, ki pa jih ni dobil. In Dava je bil prvič v svoji karieri v coni smrti, na višini, na kateri še nikoli ni delal na tej gori. To ni bila ekipa, ki bi se premikala hitro. Ko so v temi začeli svojo pot po tistem strmem, ledenem pobočju, so se premikali izjemno počasi. Vsak posamezen korak je zahteval več vdihov. Bili so tako počasni, da so bili zjutraj, ko bi morali biti že na vrhu in se obračati nazaj, še vedno na poti navzgor. Nekje visoko na gori in ne vemo natančno kdaj, so se za Mariuša začele stvari zapletati. Njegova oprema za dodaten kisik je odpovedala in brez tega stalnega dotoka umetnega zraka je pomanjkanje kisika takoj začelo razjedati njegovo telo. Roke in noge so ju začele odrevenevati. Začele so se pojavljati ozebline. Mariuš je vedel, da če bo še naprej vztrajal navzgor, se nikoli ne bo vrnil nazaj. Tako je nekje na približno 8400 metrih pametno sprejel odločitev, da reši svoje življenje in je vzpon prekinil. In Dava je, izpolnjujoč svojo dolžnost vodnika, obrnil in pospremil Mariuša nazaj po ledu v relativno varnost šotorov v 4. taboru. Ampak Chris Thrall je bil nekdanji pripadnik kraljevih marincev. Na tisoče ljudi je spremljalo njegov sledilnik na spletu. Denar si je izposodil, da je bil tam, ni se nameraval obrniti. Tako sta se on in Ang Ferba povzpela višje od cone smrti. Jutro je minilo. Popoldne se je vleklo. Pri visokogorskem alpinizmu obstaja skoraj železno pravilo, da če vrha ne dosežeš najkasneje do 14. ure, se obrneš. Pika. Tveganje, da te na gori ujame tema, je preveliko. Toda Chris in Ang Ferba sta popolnoma prezrla rok ob 14. uri in nadaljevala vzpon, dokler nista okoli 17. ure dosegla vrha Everesta. Doseči vrh sveta ob tistem času je bilo izjemno tvegano.
Takrat sta plezala neprekinjeno približno 18 ur in sta bila popolnoma izčrpana. In kljub temu sta se morala obrniti in preplezati najstrmejši, najbolj neusmiljen teren na svetu, popolnoma izčrpana v popolni temi. Nekako proti vsem pričakovanjem sta preživela noč in varno prišla do 4. tabora. Do naslednjega jutra, 29. maja, so bili vsi 4 plezalci po osvojitvi vrha v 4. taboru. Bili so živi, izčrpani in skoraj brez časa. Rok za sestop z te gore je bil zdaj oddaljen le še nekaj ur. Pod njimi bi lahko bila edina pot z gore, vsak trenutek razstavljena. Morali so se hitro spustiti. Težava je bila v tem, da 2 stranki sploh nista bili v stanju, da bi se spustili. Mariusz je imel ozebline na rokah in nogah, ter se je moral čim hitreje spustiti na nižjo nadmorsko višino, da bi prejel zdravniško pomoč. In Chris se je pravkar vrnil z 18-urne poti na vrh skozi območje smrti. Bil je izčrpan. Če bi Mariusz čakal na Krištofov tempo, bi lahko izgubil prste na rokah ali nogah. Zato je skupina sprejela edino smiselno odločitev. Mariusz bi tistega jutra zgodaj zapustil tabor skupaj z Ang Ferbo. Chris, stranka, ki je komaj še lahko premikala noge, je bil dodeljen neizkušenemu kuharju iz tabora brez zavarovanja, ki še nikoli v življenju ni nikogar vodil z zgornjega dela gore navzdol. Ko sta Ang Ferba in Mariusz zapustila 4. tabor, sta Chris in Hilary Dava še vedno poskušala spakirati svojo opremo in zbrati energijo, da bi vstala. Ko sta končno začela sestopati, sta bila popolnoma sama. In res mislim popolnoma, povsem sama. Prav vsak drug plezalec, vsak vodnik, vsaka odprava je Everest že zapustila. Ni bilo nobenih mimoidočih ekip, ki bi jih lahko poklicala, nobenega vodnika iz druge odprave, ki bi lahko pomagal, če bi šlo kaj narobe. Samo 2 moška, ki sta se počasi spuščala po najvišji in najbolj neusmiljeni steni na zemlji. Pot navzdol iz tabora 4 poteka čez skoraj navpično steno ledeniškega ledu, imenovano Lucejeva stena. Spušča se tisoče čevljev proti nižjim taborom in tudi v najboljših razmerah zahteva vse, kar imaš. To ni bil dober dan. Vidljivost je bila dovolj dobra, da si videl vrv pred seboj, a ne veliko več kot to. Mraz je bil tak, da ti je zlezel pod opremo. Vsak korak tukaj je zahteval popolno zbranost, a ravno zbranosti je obema močno primanjkovalo. Nekaj časa sta se premikala skupaj, počasi, a skupaj. Nato je na delu poti, imenovanem Rumeni pas, na približno 7600 metrih, Hilary Dava sedel na svoj nahrbtnik, da bi si odpočil. Chris pravi, da se je ustavil in pogledal nazaj. Hilary, si v redu, brat? Vprašal je. Rekel je, da je Dava pogledal gor in mu rekel, ja, v redu, Chris, prosim, pojdi. Tako se je Chris obrnil in nadaljeval navzdol. To je bilo zadnjič, da je kdorkoli videl Hilary Dava Sherpo naslednjih 6 dni. Ko se je Chris spuščal približno 1000 čevljev nižje, je na poti navzdol našel svojega sopotnika, Mariusza, ki je bil v groznem stanju. Njegov kisik je bil popolnoma porabljen. Ozebline, ki so se širile po njegovih rokah, so bile zdaj še bolj izrazite. Njegovega šerpa vodnika, Anga Ferbe, ni bilo nikjer. S tem tempom, v tej fazi, mu ne bi uspelo priti dol samemu. Ko pa je Chris pogledal gor, Hilary še vedno ni zapustil svojega mesta. Ni imel pojma, ali je res v redu. Zdaj se za trenutek postavite na Chrisovo mesto. Ste na 7300 metrih z napol prazno jeklenko kisika. Moški, ki ste ga pravkar pustili sedeti v snegu nad vami, vam je rekel, naj greste naprej in da bo takoj za vami, kar vodniki na tej gori pogosto rečejo. In zdaj, tik pred vami je vaš sopotnik popolnoma sam. Njegov dodeljeni šerpa je izginil bog ve kam, njegovo telo pa se začenja ugašati. In sem omenil, da imate na voljo le pol rezervoarja kisika, da sprejmete odločitev? Mislim, računica ni bila zapletena. Chris se je odločil pomagati Mariuszu in skupaj sta si razdarila preostali kisik ter se skupaj spustila do zapuščenega šotora v 3. taboru. Del poti, ki bi moral trajati 2 uri, je trajal 11 ur v popolnoma groznih razmerah, v razmerah popolne bele teme. Odsek od 3. do 2. tabora je trajal 19 ur. Uspelo jim je priti na varno šele do 30. maja 2026 in skozi vsako uro tega spusta se Davova čelna svetilka ni nikoli pojavila za njimi, niti enkrat. Ali se je Chris pravilno odločil? No, iskreno povedano, to ni vprašanje, ki bi ga kdo sploh smel postavljati, ker nihče ne ve.
Kar pa zagotovo vemo, je, da je Chris 30. maja iz drugega tabora po radiju poklical bazni tabor in jim povedal, da Dawa manjka. Povedal jim je, da ga je nazadnje videl na rumenem pasu prejšnji dan in da se ni vrnil dol. In kar bi se moralo zgoditi naslednje, je bila takojšnja mobilizacija. Morali bi poslati reševalne helikopterje do tabora 2 ali tabora 3, ponuditi velike denarne nagrade vsem šerpam, ki so še na gori, da se po vrveh vrnejo navzgor, pon. Vsaj nekaj resnega truda, kakršnakoli želja, da bi pomagali, karkoli. Namesto tega, Himalayan Traverse Adventures ni naredil popolnoma nič. Niso organizirali niti ene iskalne skupine. Niso poslali niti ene osebe na goro. Hilary Dawa je bil preprosto prepuščen smrti. In ker ga je podjetje odpisalo, so se stvari na gori preprosto odvijale naprej. Specializirana ekipa šerp pod njimi je še naprej trgala varnostne lestve in vrvi iz ledu, ker je po njihovem vsak, ki je bil še živ, že zapustil goro. Nazaj v Katmanduju se je Chris Thrall celo srečal z Dawo ženo in ji sporočil, da je umrl na gori. Njegova družina je začela večdnevne budistične pogrebne obrede za njegovo dušo. Chris in Mariusz sta na spletu objavila čustvene poklone in žalovala za človekom, za katerega sta verjela, da je dal svoje življenje za njuno. Vsi so mislili, da je mrtev. Toda visoko v gorah, z ničemer drugim kot nekaj čokoladicami in nekaj kosi ledu za žvečanje, je bil Hilary Dawa šerpa še kako živ. Kajti ko je Chris nekaj dni prej izginil po vrveh, se je zgodilo naslednje. Hilary je več ur sedel. Bil je brez kisika, izčrpan in popolnoma izmučen. Po vsej medicinski logiki bi moral zapreti oči in jih nikoli več odpreti. A vendar je, ko je 30. maja ušlo sonce, prav na dan, ko ga je njegov organizator odprave v baznem taboru že štel za mrtvega, Hilary Dawa vstal. In to, kar je naredil naslednje, je eden največjih nepojasnenih podvigov vzdržljivosti v sodobni zgodovini Everesta. Nekako je ta 52-letni šerpa vstal in naredil en korak naprej, nato še enega na poti navzdol. Tisto, kar je imel, ni bila moč volje v kakršnemkoli motivacijskem smislu. Bilo je 40 let poznavanja Himalaje in natančnega razumevanja, ki se nahaja. Lotsejeva stena se razteza na tisoče čevljev pod rumenim pasom. Ob polni moči s kisikom ekipe prečkajo to v nekaj urah. Hilary Dawa je šel skozi to sam, brez enega samega vdiha iz jeklenke, prijemal se je za vsako fiksno vrv in sledil ji navzdol, odseka za odsekom. Prva 2 dni ni jedel. Utrujeno telo brez kisika močno upočasni prebavni sistem. Zato, tudi če bi imel hrano pred seboj, je njegovo telo ne bi moglo prebaviti. Kar je lahko storil, je bilo piti, saj dehidracija na višini napreduje hitreje kot lakota. Vsak izdih izloči vlago iz tvojega telesa in tukaj zgoraj dihaš veliko težje kot skoraj kjerkoli na zemlji. Dawa je odlomil kose ledu zgore in jih dal v usta. Močno ga je bolelo v zobe. Žvečil je kljub bolečini, ker je bila alternativa umreti od žeje, še preden bi ga dokončno premagal mraz. Na neki točki je segel v žep in začutil nekaj, kar se je izkazalo za nekaj koščkov čokolade. Ledeno vodo je držal v ustih, jo počasi srkal in jedel. To je bilo njegovo gorivo, dokler ni prišel do zapuščenih šotorov 3. tabora in jih pregledal enega za drugim. Ker večina odprav pusti hrano za seboj, je pojedel, kar je našel in nadaljeval pot. Iskreno, na tej točki sem se začel spraševati, a je ta človek drugač grajen kot mi ostali. Ker visokogorska medicina poudarja, da brez dodatnega kisika človeški možgani začnejo odpovedovati v nekaj urah. Racionalno razmišljanje je prvo, kar odpove, saj telo usmeri vse preostale vire v ohranjene toplote jedra in bitja srca, vse ostalo pa opusti. Dawa je bil drugačen. Ves čas je natančno vedel, kje je. Ni bil izgubljen in bil je živ. A pred njim je bila še dolga pot navzdol. Po 3. taboru se je Dawa vlekel čez kilometre praznega ledenika in šel mimo popolnoma zapuščenih šotorov 2. tabora. Na 6400 metrih, kjer bi moral biti prvotno, in naprej mimo 1. tabora na 6100 metrih. Dokler ni dosegel zadnje, najbolj strašljive ovire na gori. Da bi prišel na varno, je moral Dawa prečkati ledeni slap Khumbu. Ta ledeni slap je bil zadnja ovira med njim in baznim taborom Everesta na 5364 metrih nadmorske višine. Če ga prečka, se vrne v civilizacijo z zdravniki, helikopterji in letom domov k ženi in hčerki. Ni druge poti z te gore. Toda tudi na običajni odpravi je ledeni slap že eno najbolj nevarnih mest za prečkanje na Everestu.
Ta počasi premikajoča se reka ledu poka in se sesuva brez opozorila. Razpoke, ki jih včeraj še ni bilo, pa se odprejo čez noč. Edini razlog, da plezalci vsako sezono varno prečkajo ta del, je ta, da posebna ekipa Sherp že tedne pred začetkom sezone namešča fiksne vrvi in aluminijaste lestve, da premostijo najhujše dele. In ne pozabite, te vrvi in lestve so dejansko odstranjevali zgore. Dava je bil sam na vrhu najbolj nevarnega dela Everesta, brez infrastrukture, brez vrvi, brez lestev in ni mu preostalo drugega, kot da gre skozi. Moral se je zanašati samo na svoje roke, težke čevlje in pešajoč mišični spomin človeka, ki je celo življenje preživel v teh gorah. Toda brez aluminijastih lestev, ki bi premostile te ogromne, brezno globoke razpoke, prečkanje ledenega slapu Khumbu ni več stvar spretnosti, to je igra ruske rulete. Ni šlo za to, ali ga bo gora ujela. Šlo je le za vprašanje časa, zato ni presenetljivo, da je zjutraj 1. junija 2026, ko je Dava skušal priti skozi premikajoči se led tik pod taborom 1, izgubil oporo. Zdrsnil je in padel naravnost v globoko navpično razpoko. Ker so te ledene razpoke oblikovane kot ozek V, ga je sila padca močno zagozdila v ozko grlo na dnu. Ob udarcu si je zlomil stegnenico. Še huje, njegovi težki plezalni čevlji so se popolnoma zagozdili v ledenem zoženju. Edini način, da je lahko fizično izvlekel svoje zlomljeno telo iz pasti, je bil, da je izvlekel noge in pustil čevlje zavedno v ledu. 2 dni, cela 2 dneva je bil Dava ujet na dnu ledeniške razpoke z zlomljeno nogo, brez čevljev in obdan z ledom na vseh straneh. Veste, pri plezanju na visoki nadmorski višini obstaja ta pojav, ko vam možgani ponudijo izhod, ko vam primanjkuje kisika in zmrzujete do smrti. Objame vas občutek lažne topline in vam pravi najpreprosto zaspite. Dava ni hotel zaspati. Ko je 48 ur sedel ukleščen v ledu, so mu prsti na rokah in nogah zaradi nepopravljive ozebline postajali črni. Njegove misli so bile zagotovo popolnoma in izključno pri njegovi družini. Bili so njegovo sidro. V nekem trenutku med tistima 2 dnevoma ga je preplavil občutek sramu. Čista, mučna upanja je prebila led, ko je Dava zaslišal težko bobnenje rotorjev, ki je odmevalo po razpoki. Iskalni helikopter je letel neposredno nad ledenim slapom. Bil je iz podjetja 8K Expeditions. Se spomnite tiste krovne družbe, ki je samo izpolnila papirje za dovoljenje? No, ko je Davajeva obupana družina ugotovila, da so ga njegovi dejanski delodajalci odpisali, so začeli trkati na vrata v Katmanduju in prositi kogarkoli, da začne iskalno akcijo. Vodja 8K, moški po imenu Pemba Sherpa, je stopil naprej in ga začel iskati 4 dni po incidentu. Po zakonu mu tega ni bilo treba storiti, a je to vseeno naredil. Dava je slišal helikopter, pogledal je proti ozkemu pasu neba nad seboj, 2krat dvignil obe ozebli roki in obupano mahal. Obupano je kričal na pomoč. A iz zraka je razpokala črna senca. Pilot ga ni videl, zato je zvok helikopterja počasi izginil. Dava pa je znova ostal v popolni, dušeči tišini. Večina ljudi bi pustila, da jih gora vzame prav tam in takrat, a Dava ni bil kot večina ljudi. Pomislite, koliko napornega, izčrpavajočega dela je bilo potrebnega, da je sploh prišel do te točke, dela, za katerega sploh ni bil zavarovan. Že je sestopil iz rumenega pasu skozi votlo tišino 3. tabora in mimo praznih šotorov v 2. taboru, vse to je opravil sam, brez enega samega vdiha dodatnega kisika. Njegovo telo je začelo odpovedovati. Njegove misli so odplavale proti tistemu zadnjemu, hladnemu spancu. Toda vsakič, ko je želel odnehati, je pomislil na svojo hčerko. Pomislil je na Damu, svojo ženo. Moral je ostati živ. Potreboval je ta zaslužek zaradi njiju in bil je skoraj na varnem. Praktično je naredil nemogoče. Bil je le še nekaj centimetrov od ciljne črte. Bil je skoraj doma. In potem, po 2 dneh v tisti luknji, se je zgodilo nemogoče. Zapomnite si, ledeni slap Khumbu pravzaprav ni le statična, zamrznjena dolina. To je ogromen, izjemno hitro premikajoč se ledeni tok, ki teče po gori s hitrostjo do 1 metra ali celo več na dan. Ker se ledenik premika čez strm nazobčen prepad, se led razteza in nasilno lomi. Ko je Dava sedel na dnu svoje ledeniške razpoke in čakal na konec, je eden izmed ogromnih ledenih stolpov neposredno nad njim končno popustil in se zlomil pod lastno težo.
To je povzročilo silovit, lokaliziran plaz in na tisoče ton snega se je usulo po pobočju ter se zlilo naravnost v odprtino razpoke, v kateri je bil Dave ujet. V kateremkoli drugem primeru je plaz padajočega ledu prav tisto, zaradi česar so plezalci živi pokopani. Za Hilary Davaja je bil to rešitev, saj je ta plaz delno zapolnil razpoko. In ko se je sneg polegal, je popolnoma spremenil geografijo njegovega zapora. Namesto brezna brez dna je imel dovolj snega, da ga je lahko uporabil kot rampo do površja. Tako je z zadnjimi močmi, ki jih je imel v zgornjem delu telesa in ob zanemarjanju neznosne bolečine v zlomljeni nogi. Hilary Dava se je povlekel po tisti plazovini in po 2 dneh v temi se je izvlekel iz groba. Ko je končno povlekel svoje telo nazaj na površje, ga je fizični napor tega dejanja skorajda stal življenja. Bil je brez čevljev, prsti na rokah in nogah so bili črni, noga mu je bila zlomljena, ni mogel niti stati in ni bilo več vrvi, ki bi mu lahko pomagale. Zato je ostal na tleh, zakopal svoje ozeble roke v sneg in se začel vleči naprej. Centimeter za bolečim centimetrom se je plazil skozi labirint ledenega slap v Kumbu, čez nazobčane ledeniške ostanke in leden sneg, vlekel za seboj neuporabno, zlomljeno nogo in telo, ki bi moralo že pred dnevi odpovedati. Plazil se je vso noč. Plazil se je do jutra 4. junija in prišel vse do Crampon Pointa, ki leži na približno 17.500 čevljev, tik nad baznim taborom. In prav tam je bila ekipa za nadzor onesnaževanja Sagarmata, ekipa za smeti, zadolžena za pobiranje odpadkov, ki jih je za seboj pustila milijardna rupijska odprava na Everest leta 2026. Nehali so z delom, pogledali po ledeni strmini navzgor in zagledali moža, za katerega so vsi mislili, da je že 6 dni mrtev, kako leze proti njim. Kratek ovinek. Vsak mesec je zgodba, ki nikoli ne pride na YouTube. Tam je, če jo želiš. Patreon, povezava spodaj. Kje smo ostali? Ekipa za smeti je odložila vreče, stekla čez led in ga dosegla. Bil je ozebel, brez čevljev, komaj je govoril, a je bil pri zavesti. Zavili so ga vsa topla oblačila, ki so jih imeli, mu dali toplo vodo in takoj poklicali bazo po radiju. V nekaj urah so Davo s helikopterjem odpeljali z gore in ga prepeljali naravnost v bolnišnico v Katmanduju, kjer še vedno prejema zdravniško oskrbo. Poglejte, lahko bi na to zgodbo gledali kot na čudež in iskreno, v nekaterih pogledih je točno to tudi bila. Moški je padel v razpoko, si zlomil stegnenico, preživel 2 dni v temi ob piškotih in ledu, ga je osvobodil plaz, ki si ga ni želel in se je izvlekel iz ledenega slapa v Kumbu z zlomljeno nogo brez čevljev. Ampak ali je moralo biti tako? V trenutku, ko so Davo nazadnje videli pri rumenem pasu, je imelo njegovo podjetje eno nalogo – poslati ljudi gor, da mu pomagajo. Kajti vprašajte se tole. Če bi bila to 35-letna Britanka, ki je plačala za odpravo, ali 40-letni Američan, recimo plačani klient, ali ekipa, ki jo na tisoče ljudi spremlja prek GPS sledilnika na spletu in bi izginila, koliko časa bi minilo, preden bi bili helikopterji v zraku? Koliko časa bi minilo, preden bi začeli zvoniti telefoni? Koliko časa bi minilo, preden bi vladni organi poklicali in zahtevali posodobitve? Za Hilary Davo Sherpo je minilo 6 dni, preden so sploh začeli iskano akcijo. 6 dni. In tudi takrat je bila to agencija 8K Expeditions, ki se je odzvala na obupano družino, ne pa podjetje, ki ga je zaposlilo. Njegov nečak, Karma Gelje Sherpa, je povedal naravnost. Če bi bil tuji plezalec, bi bila reševalna akcija zagotovo organizirana veliko hitreje. A bil je pač strne palec. Ali se moti? Dava je v bolniški postelji v Katmanduju medtem, ko govorim, in okreva po ozeblinah, zaradi katerih bo verjetno izgubil prste na rokah in nogah. Njegova hči mu je lahko osebno povedala, da vendarle začenja študij na fakulteti. Podjetje, ki ga je odpisalo, še vedno sprejema stranke za naslednjo sezono. Himalayan Traverse je tistega jutra odločil, da je Dava že mrtev. Ta odločitev je edini razlog, da se nihče ni vrnil po njej. Organizatorji na K2 vsako sezono sprejemajo enako odločitev. Razen tam zgoraj, kjer plezalci, ki jih pustijo za seboj, niso pogrešani, so živi na očeh vseh, pa še vedno niso vredni tveganja. Tako je en padajoč kos ledu spremenil točno ta izračun v najbolj smrtonosen dan v zgodovini K2. Da bi razumeli, zakaj se tudi zanje nihče ni vrnil, morate videti, kaj se je zgodilo potem.